Lepo pozdravljeni v oddaji Hrana in sav, v kateri zopet govorimo o lepoti, bogastvu in zdravju. Seveda gledalci, gledalke, kot ste že navajeni, z mano zopet gospod Stane, ki je pripravil kar nekaj zanimivih odgovorov na vaša vprašanja in seveda bova preletela tudi kar nekaj vprašanj, ki so se zastavljala v prejšnjih oddajah, pa mogoče ni bilo časa, da bi odgovorila na vse. Lep večer, gospod Stane, vam želim. Dober večer. Dober večer. Je že kar dober. Pomlad je. Sonce sije. Toplo je. Sonce se je že skrilo, ampak dobro, pustimo malenkosti. Se špila, rožice cvetejo, evo tu je ena gor. Ja, danes prva rožica, Se vidi, ki sem jo tam se dobila, vidi. no, hvala. Ja. Danes sva se odločila, da bomo oddajo malce drugače zastavila. V bistvu ne bova toliko govorila o sami vplivi soli na določene bolezni, na telo, na zdravje, ampak se bova osredotočila na vprašanja, ki so najbolj pogosta. In verjetno jaz verjamem, da eno izmed najbolj pogostih vprašanj, ki si jih zastavljajo naši gledalci, je to, kje in kako dejansko dobiti to vašo zdravo sav. Imam prav? To so res najpogosteje na odzivnik, pa tudi tu noter. Kje se dobi, po čem je, potem zakaj se uporablja, kakšna je razlika, takele zadeve, ampak to, kje se dobi in po čem, pa res nismo še nikoli odgovorili, danes je pa ta oddaja točno takega tipa, da to lahko poveva. Tako da danes bova v bistvu zadovoljila vse tiste, ki si želijo to sav naročiti na dom, ki jo želite uporabljati, tako da vam že kar v začetku lahko povem, spodaj na vašem televizijskem ekranu imate izpisane številke. Klic v oddajo 090 500 600. Ta telefonska številka je namenjena seveda, da postavite gospodu Stanetu vprašanje, če vas karkoli zanima še v zvezi z uporabo zdrave soli. Seveda vam pa tudi lahko danes ponudimo v naši oddaji, da si tole sav priskrbite. Imamo 2 paketa pripravljena za vas. Naročate jih na brezplačni odzivnik 080 87 85. Tam pustite vaše podatke, naslov, ime, priimek in seveda najbolj pomembno, kateri paket vam pošljemo. Izbirate lahko med 2 paketi, paketom C in paketom D. Gospod Stane se je odločil, da vam ponudi kar malce razširjeno, lahko rečem celo družinsko pakiranje. In v paketu C dobite 9 doz zdrave soli po 240 gramov. Potem dobite zraven tudi knjigo gospoda Staneta, ki vam jo toplo priporočam, da jo preberete. Seveda zelo zanimivo knjižico z recepti, lesen možnarček, test za zgago, pa še marsikaj se bo našlo, seveda bova tekom oddaje vse to tudi predstavila. Cena paketa v maloprodaji je 90 evrov. Danes za vas, seveda v oddaji Hrana in sav, smo pa za vas pripravili prav posebno ceno in za vse to odštejete samo 50 evrov. Za vse tiste, ki pa že doma pridno uporabljate zdravo sav, že imate knjigo, že imate recepte, želite samo sav, vam pa gospod Stane ponuja kar 18 doz te zdrave soli za tudi enako ceno in to je 50 evrov. Tako da hitro vzamite telefone v roke, pokličete telefonski odzivnik 080 87 85, naročite, ne pozabite seveda pristaviti vašega naslova, imena in priimka in seveda najpomembnejše, za kateri paket se odločate. Vas pa tudi vljudno pozivam, da pokličete gospoda Staneta v oddajo, mu zastavite kako vprašanje, delite z nami mnenja. Telefonska je pa 090 500 600. Tako, gospod Stane, na kratko, sem to zdaj na začetku. Majhna napaka, oziroma ne napaka, ni to v maloprodaji, ampak če v maloprodaji so vsake posamezni elementi, če tako kupujete. Aha, tako da kar popravite me, če sem kaj narobe. No, mislim, to ni, paketu ni v maloprodaji, da bi te tako da to je paketna cena. Ne, ampak če nekdo kupi po eno dozo, možno to knjigo, to pride na 90 evrov, ali pa 18 doz, krat 5 evrov so posamične doze v raznih trgovinah, Sano Laborju, tu je bil Topik, Kobanara, v Mariboru. Tako da v bistvu lahko rečemo, da ste en količinski popust tukaj le dali. Ja, tako je, v tem smislu, ja. Ne, da bi paketi bili tu pol cene skoraj, to ne. Tako da v tem je... Ampak vseeno, jaz mislim, da bi naši gledalci, gledalke to lahko izkoristili, kajti tu je količinski popust, cena je samo 50 evrov. Ja, na internetni strani, tam kot piše zdravasav.si, tam je tudi ta ponudba gor že stalno in tega tako največ gre, teh družinskih sploh, pa začetnih pa tudi zdaj, ko je tako pripravljen, da je 9-mesečna kura za zunanjo in notranjo uporabo, knjiga je, potem recepti, vse ima v tem paketu tisti, ko začenja.
Tako da dejansko na prvo najpogostejše vprašanje sva odgovorila. Ja. Kje lahko dobijo pakete? Pri nas jih lahko dobite. Pokličete, naročite in seveda v najkrajšem času bo paket pri vas doma. Jaz mislim, Po čem so, smo tudi povedali, Tudi. malo prodaji recimo do za 5 evrov, ne, ena. Zdaj pa če jih 18 kupite, je to seveda. je kar potem razlika. Ja. Tako da dejansko drugo najpogostejše vprašanje, vsaj zame, bi jaz lahko rekla, kdo vse lahko uporablja zdravo sol. Tako Ja. čisto na kratko. Zdaj čisto na kratko in če tako začneva tistim, ko še nič ni, ne, je ta sol sigurno najboljša preventivna izbira. Nikaj teh se potrebuje, kakor hočete. Kot preventiva že, ne. Tistemu, ko je pa že nekaj, pa recimo, ko ima že polno tablet, pa se muči, pa mu nič ne pomagajo, ne, takrat pa sploh. Če ti nič ne pomaga, pomisli na sol, ker je razlog veliko problemov, ne glede na diagnozo. Midva sva šla že čez kar, od holesterola, trigliceridov, sladkor, težo, vse pač veliko diagnoz smo že obdelali, ampak če je razlog, če gre za pomanjkanje elektrolitov, te glih tako, če bi elektroinštalacija v kakršnem koli stroju ne dela, ne, moraš najprej pogledati, če je šrom. In če ta elektroinštalacija v organizmu ne dela, elektrika se pa pretaka po elektrolitih, tudi akumulator daje, elektroliti dajejo napetost pa vse skupaj, je to treba pomisliti na to. Najprej, ne, če ti avto ugasne, da ti ne da boš šel v mehaniko, da ti bo ne vem kaj, da če avto spušča šraufa dol, moraš pomisliti pa pogledati, kaj je elektrike. Če ti televizor crkne pa sploh, ne da boš šel kar oni šraufat not, poglej, če je elektrika noter, je pa varovalka crkne. Dejansko zelo podobno bi lahko Čisto isto je to, fizično je telo točno stroj, ne. Jaz seveda pričakujem, da tudi naši gledalci pokličejo, da tudi vi zastavite kako vprašanje. Jaz upam, da boste čim prej poklicali, če ne bo meni kar hitro zmanjkalo vprašanj. 090 500 600 je telefonska številka. Zapomnite si, plačate samo na klic €49, ne na minuto, ampak na klic. Tako da kakršnokoli dolgo vprašanje je, ne glede na čas, bo vedno enaka cena. Mi pa gremo naprej z našimi vprašanji. Gospod Stane je seveda danes tukaj, da bo odgovarjal na vprašanja. Ja, in tudi poleg odgovora dobiti vsak tudi eno dozo, ne, sva rekla. Torej ste se odločili, da danes ste tudi radodarni. Ja, seveda, da bo lahko probal. No, pa tisto pa, ko bo še poleg doze, že si paket umislil, recimo začetno, ima pa eno dozo več, ne. Seveda, eno dobi brezplačno. Je skoraj polovična cena, če tako vzamemo. Tako da ste razumeli, dragi gledalci in gledalke, vkolikor samo pokličete, ne rabite naročati oziroma že imate, ne želite naročila, vsekakor tudi, če zastavite samo vprašanje, poveste vaše mnenje, dobite eno stekleničko zdrave soli popolnoma brezplačno. Na odzivniku seveda pustite vaše podatke in po pošti vam pošljemo sol k vam na dom. Čisto preprosto, en klic vas samo to stane. Jaz bi pa kar nadaljevala s vprašanji. Gospod Stane, zdaj obdelala sva začetek, kako priti. Se mi je pa porajalo v glavi eno vprašanje, dejansko zelo dosti krat je bilo zastavljeno tekom oddaj. In to je, kako vpliva zdrava sol recimo pri visokem pritisku. To vemo, da ima ogromno ljudi in vem, da je parkrat je že bilo klicano v studio, ko so gospe to spraševale, kako dejansko deluje pri tem. Vse največje pa taki, ko so noter klicali, pa tudi, ko me drugače kličejo abrahamci, ne pa navzgor, takih glede na normative, ki so bili znižani pred, ni tako dolgo še, ne, zdravega skoraj ni, ne, ker 140 bi naj bil zgornji pritisk ne glede na leta, maksimum. To je včasih veljalo leta plus 100 in to jaz vem, da je to bolj špila. Stare modrosti so dejansko še vedno danes vredne svojega zlata. Sigurno, ker je nemogoče, no, pa starejši, pa še tablete jemlje, pa pritisk pade, pa omedli, ne, pa tako naprej. Tako da to okrog pritiska je treba biti že zdravniku se posvetovati, tako čisto po domače, no, pa ga vprašati, kako to, če je prej bilo toliko, zakaj se zdaj. Tako da dejansko, če začnejo ljudje uživati zdravo sol. Ampak ne čudi ga, jaz nič ne pravim, tablete stran vrži nobenemu, ne. No, se to sem ravno želela vprašati. Ampak ker razlog je pa lahko, razlog je pa tudi visoki ali pa nizkega pritiska, je lahko pa tudi v pomanjkanju elektrolitov pa preveč, ne. Potem je povezana s pritiskom tudi gostota krvi, ne. Manj ko je elektrolitov v krvi, manj je vode, bolj je kri gosta, višji je pritisk, to se vse skupaj drži, ne.
In tako da nič jaz ne rečem, tablete stran. Začni to biodieto, po tako sam vidi po pritisku, da se mu začne uravnavati, pa z doktorjem se naj pomeni, pa mogoče, da mu zmanjša tablete, ne, pa sam tudi lahko vidi po zdravi pameti. Tako da potem dejansko prisluhnemo svojemu telesu, ja, in to je njegovemu res odzivom. nično, teh pritiskov, tega vrste bolezni je poraslo neverjetno, ampak to je razlog, pravim, 50% v znižanju normativov, ne, za koliko je lahko pritisk, ne. Tako kot Pa podobno potem deluje tudi pri ljudeh, ki imajo nizki pritisk. ja, se seveda, tudi za nizek uravnava. pritisk pa tako ni zdravila, ker to je enkrat me tudi ena vprašala, pa sem pa jaz gospo vprašal, kaj pa zdravnik pravi. Zdravnik pravi, da za nizek pritisk zdravila ni, seveda ne, ker je to sol. Ampak sol. Jaz v bistvu moram reči, ko sem bila noseča, pa sem imela nizki pritisk, Ja. meni je bilo to čisto v redu, super, ker jaz sem samo spala. Ja, no, tako jaz zaspam. Celotno nosečnost dejansko sem Ja, skoraj no, sej, prespala. se to je Tako da za je bilo nizek pritisk, zelo v redu. pravijo, pasje življenje, si utrujen, si pač zaspan, si kar naprej, Ja, ja. no, nemaš nobene energije, volje. Ampak potem je bilo vse v redu, se je Ja, no, uravnalo. seveda. Pa kaj ste imela, kako neslavno dieto slučajno, ker tega je Ne, tudi dosti ne. nosečnice. Jaz To sem se tudi- držala samo enega pravila, v tistem času lahko pojem, koliko mi paše. Točno tako. Potem pa nikoli več. Ja, ampak je pa što z drugi, ne? Ker je jedilna sol, takrat, ko človek misli, da je slano, je samo jodados, ki ga je 10-krat več od 99. leta in to je tako varljivo, ne. Ja, kolikor ti paše, ampak če v eni porciji ne dobiš tisto dozo, kolikor je telo rabi elektrolitov, pa še za otroka zdrav, ne, poješ 2 ali pa 3, pa se jo ponavadi zrediš, ne. Moram pa reči, da zdaj že res nekaj časa striktno uporabljam samo sol gospoda Staneta, tako da to tudi vam polagam na srce, dragi gledalci, gledalke. In dejansko zelo velika sprememba, ki sem jo opazila že pri sebi, da ko pojem kosilo ali ko pojem večerjo, med kosilom in med večerjo enostavno nisem lačna. Ne hodim več v kuhinjo iskati nekih priboljškov, čipsa, smokijev, teh stvari, ki sem jih prej, lahko rečem, kar lepo tovorila iz Ja, saj to kuhinje je in ravno to zaradi tega, pojedla. ne, to pri otrocih je In zelo problem. Striktno zdaj res imam ja. stekleničko kar na kuhinjskem pultu, Pa se da nam jo ta prej skil vidim. izgubila. Malo še lahko, ker Malo zdaj še lahko, tudi saj. to se zdaj Ampak trudim. to, kar ste ampak rekli, to je gre. vzrok pri otrocih največji, tam jih tudi razpihuje kot hudir, ne, ker v tisti hrani ne dobi dosti soli, misli že, da je slano, ampak ker je joda toliko, pol pač ni, pa še tista ne soli, si propaganda, pol pa tam pač pojejo, pol pa leti na čips, tam pa išče sol v resnici, zdaj ne išče kaj Saj to druga, ne, je. pa valja kilo počvekle, pol je pa vse skupno robe, no, to, ja, to je In pol vse v bistvu povezano. dobesedno prazne kalorije v telo vnesemo, Točno. ravnovesje zrušimo, potem Ja. pa to posledično pa vodi spet k boleznim. Tukaj smo se midva že celoten čas pogovarjala. Tako je. Ampak rekla smo danes nekaj dosti o boleznih, samo o vprašanjih, tako da gledalci, gledalke še vedno čakamo na vaše vprašanja, na vaše klice. Brezplačne stekleničke zdrave soli seveda čakajo na vas. 090 500 600 je telefonska številka, na katero pokličete ter si prislužite eno stekleničko. Vprašate gospoda Staneta, kar vas zanima. Seveda pa ne zamudite res izjemne priložnosti, ki smo vam jo ponudili v oddaji Hrana in sol. Med 2 paketi lahko izbirate paket C in paket D. Oba sta dejansko, kot me Stane prej popravil, količinsko zasnovana, tako da dobite popust na količino, vkolikor kupite toliko skupaj. V paketu C imate kar 9 stekleničk zdrave soli, potem knjigo Lesen možnarček, zraven dobite tudi brizgalko za zunanjo uporabo zdrave soli, potem knjižico z recepti in vse to za samo 50 evrov. Vkolikor pa želite samo zdravo sol, da ostalega ne potrebujete, pa imate še en paket, v katerem je 18 stekleničk zdrave soli po 240 gramov, prav tako po ceni 50 evrov. 0808785 je brezplačni odzivnik, na katerega pokličete, tam pustite vaše ime, priimek, naslov ter seveda najpomembnejše, kateri paket želite prejeti na dom, vam pošljemo, plačate po povzetju in seveda začnete uporabljati zdravo sol. Tako, gospod Stane, mogoče da nadaljujeva z našimi znajnimi vprašanji. No, kot količinski opust, ja sej, količinski. Ni glih ta količinski, ker teh paketov v resnici ni v maloprodaji, ne. To ste vi danes pripravili za gledalce, To je gledalke, za po pošti, oddaje Hrana in sol, ko tako lahko začnejo, ima rečemo. kompleten ta paket, ne. C, ki je vse noter,
Pa če še imajo družine, ponavadi tako ne začne samo eden, ne, ker bolezni so v Smotrno družini je, so da kar... začnejo vsi. Ja, seveda, da ni treba ena drugega gledati, ne. Pametno je, ne. Saj nikoli skoraj tako ni, da bi v družini bil samo eden, nekemu fali, drugemu pa čisto nič. Pri teh abrahamcih starejših, moja generacija pa gor, je pa sploh ponavadi sama ostane ta zakonca, ne, tega je največ praktično. In potem še kuhajo za vnuke pa take, pa tudi vnučkom dajo, vnučki ližejo tako. No, to je bilo moje naslednje vprašanje pripravljeno. Kaj pa glede otrok in zdrave soli? Kako se tu lahko uporablja? Ja, najboljši tako, ko pravim, babice, da jim kuhajo, ne, če že mamice nimajo časa. No, ampak ni nobenih omejitev, lahko otroci to brez problema uporabljajo. Ne, seveda ne, ker to je popolnoma naravna morska sol, ampak je take sestave, da vi na zgornji meji okusa, ko solite hrano pod 65 stopinj, imate v konkretni porciji idealno razmerje elektrolitov in kalorij. To je pomembno, ne? Da vse izgori. In potem se tudi otroci lahko na tej osnovi normalno razvijajo, imajo dovolj energije. Ja, je pa to, da mamica ali pa babica, ni važno kdo, otroka ravno to nauči, da si zna hrano soliti, pa da ima prave okuse, ne, da že potem vidi, kaj je prav, kaj ni, ne. Ker danes otroci res iščejo neke priboljške, ali jim je všeč zelo slano ali pa zelo sladko. In tudi sladko dansko... Sicer sladkega se skoraj noben ne brani, ampak slanega pa tudi ne, če potrebuje, ne. Najde, nekaj že... To, kar sem vam ravno prej dala, da med tistimi obroki vedno v hladilnik po nekaj slanega ali v tisti predalki smo imeli kaj slanega in vedno se je nekaj slanega privleklo ven in tisto se je jedlo in na koncu sploh človek več ni vedel, koliko je pojedel. S tem se pa da regulirati. Ja, seveda, ker nisi lačen, ne. Ja. Pa če že kar tak kristalčke poliza tudi, ali pa je fina stvar, takle za večer, ne, črna čokolado, pa malo bele soli, take nesnežno bele, take, ko mora biti, ne. No in zato imate tudi recimo možnarček zraven, v katerem se lahko sicer zdajle te soli sva že zadnjič razlagala, pa že najavljala sva že nekaj časa, ne, zdaj je že tako drobna, da je ni treba, oziroma do te grobosti jo tako moče tudi na možnarček. Tako da ta možnarček je zdaj zravni bolj služi, da se človek kontrolira, ne, da si da to noter, ker ta polna doza je za enodnevno uporabo in v prehrani in v... Tukajle pa imate v bistvu večje kristale v tej. Ja, to je zgaga test, ja. To pa, no, to smo pozabili. Najprej, ko si umisli ta paket, naredi ta test. Preden začne uporabljati. Ja, tako da vidi na prvo žogo kristalček na jezik in ocenjuje prijetnost ali neprijetnost okusa. In oboje je napaka, debalans med kalorijami in elektroliti. Če je zelo okusno ali pa če bi bilo odvratno, je isto, enkrat je soli premalo, enkrat preveč. Če bi bil nevtralen okus, potem razlog problema ni v tem debalansu, samo 90% po vseh teh izkušnjah. In da še enkrat razloživa, recimo, ker imamo verjetno kar nekaj novih gledalcev, kako dejansko opravijo ta test. Rekli smo, najlažje, najbolj enostavno je na en liter juhe. Ja, to pa potem, ja, zgornjo mejo okusa je tisto. Ta test prvi je čisto dosen kristalček na jezik, pa posluša, vsega ti je všeč. In potem se okuša, ali je preveč slano, ali je okus premalo slan. Ja, če ti je premalo slano, oziroma ti je zelo všeč, pomeni, da je pomanjkanje elektrolitov. Če bi ti bilo pa odvratno, ali pa ne odvratno, da je preslano, se ti zdi, imaš pa preveč. Tudi, samo ne te soli jedilne, ja, saj tako propaganda, to ko pravi, ne soli si, že imajo prav, samo morajo povedati o kateri soli jedilni. No in ravno da to zdaj razčistima, ker verjetno tudi zelo dosti ljudi zanima, kakšna je zdaj dejansko razlika med tisto soljo, ki jo kupujemo v trgovini, in pa to zdravo soljo. Zakaj dejansko se toliko priporoča zdrava sol gospoda Staneta? Vi boste zdaj to razložili, čeprav jaz verjamem, da smo to v vsaki oddaji povedala, ampak zame je to zelo pomemben podatek. Dajmo še 100%. No, moramo najprej reči, da ne samo med zdrava sol, tako kot je blagovna znamka zaščitena in kot pojem v knjigi to opisujem, ampak generalna razlika med jedilnimi in naravnimi solmi je v količini joda. To je osnova. V naravnih morskih solah je okrog 3 mg na kilo, v jedilnih pa 30, ne? Od 99. dalje, ko se je pravilnik o jodiranju spremenil. In to je osnovni problem, ta jodna profilaksa. Jaz trdim, da je to motor večine bolezni, pa če pa tako malo pomislimo, kako je to na prostem trgu, vse skupaj farmacija in vse, je to meni čisto logično in čisto nič
farmacija ima na hrbtu toliko in milijone delavcev, pa koliko že, doktori tudi. Tako da je treba prodati, kar naredijo, ne. In kupec teh proizvodov ni zdrav človek, ne. In jaz pač pravim, in nihče ne ogovarja, se že tudi ministrstvo pisal, naj spremenijo dozo joda v soli, pa nasploh jodno profilakso na normalne vrednosti znižajo. So rekli, da bojo premislili, pa niso nič premislili, zdaj so se že tako zamenjali. Zdaj pa res še ponovno, zdaj ta novo vlado, če bo en cajt zdržala. Dejansko vztrajati je potrebno. Ja, sej, pa jaz sem penzi, imam cajt, mene, mislim, to mi je tudi v zadovoljstvo, če komu na tak način svetujem, ja. Ker lahko tudi povem, da dejansko, da bodo gledalci, gledalke vedeli, gospod Stane res zelo rad pomaga, zelo rad svetuje. Vkolikor boste želeli njegovega nasveta, pa ne želite poklicati v oddajo, se ne želite izpostavljati, imate brezplačni odzivnik, pokličite na odzivnik, povejte, kaj vas zanima, vas bo gospod Stane poklical nazaj, se boste pomenili, tako da res zelo radodaren človek, ne bojte se, lahko vprašate, kar želite. Za vse ostale pa seveda ne pozabite, še vedno vam ponujamo 2 paketa zdrave soli, paket C, paket D, po resnično neverjetni ceni. Kot je dal gospod Stane, če bi vse skupaj sešteli, kaj je v teh paketih, bi nanesla cena 90 €. Vi pa danes dobite oba paketa vsakega posebej v oddaji Hrana in sol za samo 50. Ali izbirate med paketom, ki vsebuje 9 stekleničk zdrave soli, ter seveda zraven knjigo, knjižico receptov ter vse ostalo, kar pripada. Lahko pa tudi izbirate med večjim paketom, kjer pa je kar 18 stekleničk zdrave soli. 090 500 600 je telefonska številka, na katero pokličete, zastavite vprašanje, ter se seveda na ta način tudi prislužite brezplačno stekleničko zdrave soli. Vkolikor pa želite naročati, pokličite na brezplačni odzivnik, pustite tam vaše podatke, ime, priimek, naslov, ter ne pozabite najpomembnejšega, kateri paket naročate. In gospod Stane vam bo seveda vse v zelo kratkem času poslal po pošti. Je tako, gospod Stane? Ja, točno. Še eno vprašanje je pogosto, ne, kako hitro se učinki vidijo in kako dolgo traja, da se človek pobere. Učinki se vidijo od prvega začetka, pri zgagi sploh. Ta zgaga težko narediš, pa če ti slučajno zgaga peče, si kar pa kristalčko poližeš, pa vode malo gor, po vodi raztopiš, zgine te tak krč, pa te bolečine takoj minijo. Če je razlog v tem, ampak pravim, po podatkih mojih, ki jih imam že ogromno, je 90% točno to razlog. Zgage, čisto običajne, ki je pa že prvi znak, da prihaja nekaj, ne. Tisto še vsak misli, da nič tak ni. Če malce pomislim, pa saj že skoraj da vsak prvi tarna, da ga zgaga boli. Ja, saj tega včasih v moji mladosti res nično ni bilo. Jaz moram sicer se pohvaliti, da nimam s tem problemov za zgago, pa res nikoli. Jaz jih tudi zdaj nimam, prej sem jih pa imel take, da je bilo grozno. Ampak res marsikdo zgaga. Ja, to nimaš kaj, to je od mladine naprej, ne. Tako da dejansko lahko to sol tudi dodajamo pijači, lahko dodajamo hrani. Seveda, pa tudi so ti noter v vsaki dozi, je tudi ta epruvetka prazna, si jo napolniš, ne, pa imaš v žepu za tak. In to je dejansko zdaj priporočena dnevna količina, ampak ja, za uporabo, ja, za zobe umivati, tuširati se, po koži špricati s to šprico, ki je not, barva je tu drugačna od one, ampak vse to ni pomembno, kakšne barve so ravno za šprica. Ni pomembno, samo da se da, ja, po telesu suha koža, nos, ušesa, usta, zobe, parodontoza smo razlagali danes, ne. Tako da to se dejansko razdelimo nekako na polovico, 5 gramov lahko uporabimo. lahko Ja, se ni treba razdeliti, se to tako na pamet človek, ko se enkrat pride v štos noter, tako vidi. Ampak približno nekje, da vemo, tu nekje, ja, da ve, kje smo, ker tega resnično, ko sem jaz raziskave delal, ne, 13 let od tega, ko sem spraševal, koliko, kdo kaj soli porabi, a niti enega odgovora nisem dobil. Od gospodinj, od vseh, tako, no, ja. Se dejansko niti nimamo nekega pregleda, se tudi v vseh knjigah kuharskih piše ščep soli, 2 ščepa soli. A pa tam piše 5 gramov na dan, zdaj ne v kuharskih odvisno od rok je odvisen ščep soli. V normativih piše medicinskih, ne 5, to se je tudi zniževalo. Doza joda se je večala, ta normativ se je nižal, to je tudi tako bolj, no, ampak pustimo. Morajo skrbeti za sebe in svoj biznis, to je meni čisto jasno in čisto nič nerodno to ni. Jaz pač glih najbolj srečen pa nisem s politiki, nekaj oni odobravajo take predpise. Vedno štempelj, kar je lahko na policah v trgovinah, pa tako je štempelj nekega ministra, ne.
nikaj. Vse to je dejansko nek začaran krog, če Ja, lahko tako rečem. Ja, je. Vedno vemo, da nekdo od nečesa ima neko dobrobit. Ja, pa vse to je lahko, samo da se glih v to usmerili, da glih tu je največji biznis. Ja, no, človek se za zdravje najbolj boji, ne? Seveda. Strah je pa največji, tak. Vojne se tudi najbolj bojiš, bi ne vem kaj, no. Si reši v bajto, pa ne vem kaj vse skupaj. Ampak najni gledalci imajo še vedno možnost, da nekaj spremenijo na področju zdravja, da si malce izboljšate kvaliteto vašega zdravja, da se boljše počutite. Imate seveda na razpolago kar 2 paketa zdrave soli, med katerimi lahko izbirate, ali se odločite za tistega, kateri vsebuje knjigo, knjižico z recepti, 9 stekleničk zdrave soli, potem tudi zraven brizgalko, lesen možnarček, zgaga test in tole vas stane 50 €. Paket D vsebuje 18 stekleničk zdrave soli po 240 gramov, cena je pa enaka, prav tako 50 €. Na brezplačni odzivnik 080 87 85 pustite vaše podatke, ime, priimek, naslov in seveda najpomembnejše dodajte tudi, za kateri paket ste se odločili. Gospod Stane vam bo pa v najkrajšem času tudi poslal paket na vaš dom. Vkolikor pa želite gospoda Staneta kaj vprašati, mu zastaviti kako vprašanje, pa pokličite 090 500 600 in seveda gospod Stane vam bo v zahvalo za kako vprašanje, kako mnenje podaril tudi brezplačno stekleničko zdrave soli. Tako da še vedno čakamo pogumneža, ki se bo opogumil, prvi poklical. Danes sicer verjamem, je lepo vreme, toplo je zunaj, ljudje se še verjetno sprehajajo, ampak nič hudega. Do 9 bojo že prišli domov. Točno tako, vzamite telefone v roke in pokličite. Še ne bojo pogledali pokličite. ponovitve, ki so jutri, v soboto, v nedeljo. Tako. Se bo že kdaj kaj našlo. Ja, seveda. Midva smo ostala spet pri naših vprašanjih. No, tudi recimo pogosto vprašanje hujšanja, čisto na začetku, ne pa teža. To je tudi en problem, vse je v porastu, od mladine do starejših, ne? Na vseh bolezni isto. Ampak pri teži je razlog točno to, kar sem prej rekel. Če ena porcija ni doslana, boš pa jedel 2, amen. Ker človeka, telo se ne moreš okrog prinesti, ne? Je bolj pametno od možganov, od pameti. Ne moreš. Te nekaj vleče, da pa če ni v eni porciji dosti soli, boš pač 2 porcije povedal, ker ne veš tega, ne? Ker pač enostavno Instinktivno, potrebujemo. ja. Telo izbira vedno najboljšo izbiro izmed najslabših, če ni drugače, ne. Se vedno tako prilagaja. Se pač malo zrediš, ampak boš pa preživel, ne. Če bi pa brez soli ostal, takrat ti pa lahko štroma zmanjka in je fertik, ne. No in potem sol uporabljamo recimo kot dodatek pri dietah. Ja, dodatek, da ja, bi seveda. recimo gospe si predstavljale, da je to shujševalna kura, da zdaj, če Ne, bodo ne, samo ni. sol uporabljale, da bodo shujšale. To ni tako. Malce se je vseeno potrebno potruditi, kajti brez muje se čevelj tudi ne obuje. Ja, potruditi se samo to, mislim, to je treba, ampak zato pravim, najbolj pametno je tisto, ko resno začne knjigo prebrati. Jaz to sam noter pišem, da lahko ljudje razumejo, ker pravim, meni To verjetno jaz treba tudi nič, pravim. ne. To je osnova, Ja. vaša knjiga. Zakaj? Recimo jaz trdim, tak delaj kuha neslana pod 65, pa različnih boleznih odgovarjam, pišem, kaj je razlog, od pritiska, ko so rekla, gostote krvi, do zgage, do slinavke trebušne, do ščitne žleze, ki je problem številka 1 pri ženskah, ne, vsaka tretja ima problem s ščitnico. Ščitnica je pa direktno z količino joda povezana v organizmu, ne. Če ga je preveč žruje, če je premalo. Če je premalo, še gre, se še da porihtati, ampak če ga en čas preveč žruje, pa grejo na operacijo in ščitno žlezo odstrani z radioaktivnim jodom, pol si pa res obsojen na tablete skozi, ne. Ker dejansko telo tega nima potem. Ja, ne, seveda ne, in je treba nadomeščati, ja. Nasprotno, trebušna slinavka se da pozdraviti v tem smislu, ker insulin, to, kar sem že večkrat razlagal, pa tableti niso zdravilo za trebušno slinavko v tem smislu, da bi jo ozdravilo, da bi samo začelo delati. Ravno obratno dosežeš, ne. Če si daješ insulin, slinavka ne sme proizvajati. Še ona inzulina, ker bi padel v komo, bi omedlel in bi te pobralo. Tako da dejansko mi dodajamo nekaj, kar potem Tako da redko zdravilo, umetno. ja, redko zdravilo bi se lahko reklo, zdravilo v tem smislu, starem Hipokratovi, v tem, že v sami besedi zdravilo, ne, da ti pomaga, da ga ne rabiš več, ne da ga boš celo življenje mogel uživati, to ni zdravilo nobeno, to je sestavni del hrane potem takem. Ampak tableti niso sestavni del hrane, niti naravna, niti sintetična zdravila,
se jim sploh ne bi smelo reči zdravila v tem smislu pravem, ne. Kaj pa recimo povezava med uporabo zdrave soli in pa stresom? Vemo, da smo dejansko v takem tempu življenja, dan danes enostavno hitimo z enega konca na drugi konec, komaj da en konec priključimo z drugim in tudi dosti ljudi že zaradi službe, družine, izgube službe trpi za stresom. Je mogoče kak vpliv tudi zdrave soli, da se da telo pomiriti, da se mi sami umirimo? Vpliv je direktni, jaz tudi v knjigi razlagam, kratke, vse so taki stavki, ampak sej... Te teme se še pa nisva dotaknila stresa. Mogoče tako v vseh letih že, tu pa tam, ampak kako se ravno vprašala, to je tudi pogosten problem, ampak je nekaj logično, tako jaz tudi razlagam. Takrat, ko je človek v stresu, možgani delajo z največjo hitrostjo, ne. Moraš misliti, kaj bi naredil, kaj je on. In takrat možgani so pa največji potrošnik električne energije, ravno, ker to je kompjuter, ne. In 60% porabijo možgani za svoje delovanje, ostalo pol za gibanje in tako naprej. In seveda, če tako hitro toliko energije električne porabljajo, se akumulator sprazni, če ni zadosti elektrolitov, ne. Tako da dejansko, takrat, če tega ne veš, prekinila se, opravičujem, dejansko drži to, da ko smo pod stresom, več jemo. Ja, seveda, ker iščeš samo noter, ne. Točno tako. Ne veš, kaj iščeš. In tudi, ko ne moremo spati, ko smo pod stresom, ko smo nespečni, kaj delamo? Vstanemo se, gremo v kuhinjo, odpremo hladilnik in poiščemo prvo, kar lahko seveda damo pod zob. Točno to je vse posledica. Ja. In če se tega zavedaš, potem spiješ slano limonado, recimo, ali pa če pa... Ampak, če pa vi tako hrano pripravljate in uživate, ko jaz pravim, pa stresa tudi ne bo, ne. Ker to, kar pa te povečano ješ, ja, ampak tisto je pravo razmerje, ne boš nič kilja šle gor, ker bo vse ker ne samo, da elektrika ne pride samo od elektrolitov, elektroliti samo prevajajo, ne, drugače pa energija, kalorije sproščajo, da se giba, ker, no, če smo že tako daleč, gremo, kako sploh nastaja elektrika, ne. V krvi je hemoglobin, hemoglobinu je železo, in to po žilah se pretaka v ritmu, ne, in teče. To je isto, kot če bi, je pa srce generator elektrike, če gledate ožilje, kako je narejeno, je točno tako dinamo. Kri kroži tako, pa skozi, ne, in tu se inducira električna napetost. Tako nastaja elektrika sploh, ne, jaz sem to takrat na začetku, sem jo tudi debelo gledal, ampak tudi v svetovnem literaturi take razlage tudi ni, ne, tako še marsikatere druge, ki so v moji knjigi. In tako nastane elektrika. In seveda, če ni hrane, nima kaj izgorevati, ke pa tile celice, ne, so cilindri z notranjim izgorevanjem, če primerjavo damo z motorjem, ne. Takrat, ko ko zgori sladkor, recimo, oziroma alkohol na koncu, se sprosti CO2, se ti balončki napihnejo, se veriga skrči, ne, in tako to gibljejo tudi roke. Pa istočasno, ko pa spusti ventilček, je pa to istočasno na reaktivni pogon, tam pa kri šiba naprej, ne. In v krvi je hemoglobin, v hemoglobinu je železo in tisto železo kroži tako in se magneti, ne, tam čez, pa tja, ker železo se magneti. Tako da zdaj dejansko, Taka je moja teorija in mi še nihče ni odgovarjal, pa tudi... Če zdaj malce povzamem, v bistvu, če se držimo te biodiete, ki lahko rečem, da niti v osnovi ni dieta, ampak je samo začetek uporabe te zdrave soli v kuhanju, v bistvu lahko zmanjšamo in stres, telesno težo, poskrbimo za uravnavanje krvnega pritiska, dejansko vplivamo lahko na ogromno stvari samo s tem, da iz kuhinje odstranite kuhinjsko sol, ki jo kupujete v trgovini, ter jo nadomestite z zdravo soljo gospoda Staneta. Kako to naredite? Pokličete na brezplačni odzivnik 080 8785, izberete, poveste, kateri paket želite. Ali želite paket C ali želite paket D. Razlikujete se v tem, da je v prvem paketu C zraven dodana tudi knjiga, potem imate zraven seveda knjižico z recepti, v kateri je ogromno receptov, ki jih lahko doma uporabite, preizkusite. Potem tudi imate zraven seveda brizgalko, lesen možnarček, test za zgago in cena paketa, če bi vse skupaj sešteli, kot je gospod Stane prej dejal, bi bila 90 €.
Samo za gledalce, gledalke oddaje Hrana in sol pa je seveda ta cena malce spremenjena in vi boste za ta paket odšteli samo 50 evrov. Prav tako za paket D, v katerem je 18 stekleničk zdrave soli in seveda enaka cena 50 evrov. Pokličete tudi v oddajo 090 600 500, gospod Stane vam je na razpolago, vam bo odgovarjal na vaše vprašanja, karkoli vas zanima in seveda na ta način si prislužite tudi eno stekleničko zdrave soli popolnoma brezplačno. Lahko seveda preizkusite doma, tudi potem naročite, odločitev je seveda vaša. Bi še kaj mogoče dodali, sem še kaj spustila, gospod Stane? Pogosta, ne pogosta, ravno tudi vprašanja cena, ne. Kako je drago, ena doza je že, se to je vedno, če manjši količina nekaj kupuješ. Zdaj smo že tako navajeni, da za vse rečemo, da je drago. Kar vse, da tako eden posamično kupuje, ne. To ima za zadnji prehrani za 2 meseca, ker vsi, ko primerjajo ceno soli, pa sol govorijo o jedilni soli za prehrano, ne za... Tam se niti ne bunijo, ker one soli razne imate tudi za kopeli, tiste so drage, pač drage. Spet kakor kdo vzame. Na nobeni soli ne moreš prišparati nič pri teh cenah. Glede, gospod Stane, če damo na eno stran zdravje na tehtnico, pa na drugo stran zdravo sol ceno, jaz... Ja, ampak tudi ni treba take drastične primerjave delati, ampak samo, če dava kar na eno stran šalcu eno kavico, ne, ali pa mesečno dozo soli, je 1:1 skoraj pa najboljša kava, ne. Na dan povprečen človek spije približno 2-3 kave. Ja, 2-3 kave, ja. Vsaj jasno. Tu pa imaš po enaki ceni, če gledaš eno kavo za cel mesec, ne. To sploh ni brez veze, ampak seveda, in pa kdo si misli, da bo lahko na soli kaj pošparil, se tako moti, zgubiš pa ogromno, če greš, jedilne soli so res zastonj skoraj, no, pač. Zdaj, kak razlog je to, je spet vprašanje. Tudi kakšne želje imamo in tudi kako si dejansko v glavi zadeve zastavimo, kaj želimo od življenja, ali je to zdravo življenje ali ni zdravo življenje. Vsi se zavedamo, seveda, ker je gospod Stane sedaj izpostavil ceno ter tudi besedo, da je to drago. Vemo, da so vsi izdelki, ki so seveda za zdravje, ki so zdravju seveda v pomoč, malce dražje, ravno zaradi tega, ker je tudi njihova izdelava drugačna, ker zahteva več stroškov, več vsega. Mi boste dali prav? Ja, no tudi, nekako grem v tej malo smeri. tudi v stroški, samo tudi, če karkoli gledate, od tablet do njega, strošek, sami materialni je zanemarljiv pri vsem, ne. Tako da na proizvodnjo nekih tablet, samo proizvodnja je cenejko pa ročno pobiranje soli, nekje pač tu, no, recimo. Potem so noter stroški, so seveda pri farmaciji, če gleda raziskave, ne, to je drago kot strela in potem reklama, promocija, vse ono, to dviguje stroške, ne. No, vse tu, recimo, če čisto tako po domače strukturo cene, to tudi marsikoga zanima, ima rada ve, kako to zgleda, ne, ampak če tako vzamem, pri tem moji tej zdravi soli je največji strošek, so promocije, strošek, moje potovanja, ono, reklame razne, da ljudem predstaviš, ker brez tega pa nič ne vejo, pa tudi ni, če bi bila recimo potrošnja, kar nikoli ne bo, ne, ker več kot 1% sem prepričan, da ne bo nikoli dosegel, da bi tako razumel knjigo, da bo, seveda, zato se odločil, ne. So stroški taki, ti posredni, dosti večji kot sam materialni strošek, no. No, pa lahko rečem, da vam kar dobro gre. Ja, no, pač. Da dejansko že kar nekaj časa to delate, lahko pravim, jaz sem rečemo 11. penzionist, meni to, nimam nekega motiva, da bi ne vem kaj, pa koliko, tako da... vi ste upokojenec, vam se vedno mudi, vi nikoli nijate časa, verjetno. Ja, to ja, no, ampak pravim, tako da zdaj sem že 2 leti v penziji in pa tudi nikoli, moj motiv, ali pa to, nisem mogel obdržati za sebe to, kar sem se odkril pred 13 leti in sam se je problem rešil, ne. In dejansko pomagalo vam je. Seveda, ker če bi si ga ne bi, mogoče bil danes na inzulinu, 100 kil bi imel, tako sem imel takrat, imam 80, Bog ve, kaj bi še kaj se zgodilo, ker sladkor je bil tako visok, da bi mogel iti v bolnico, pa me niso vzeli, takoj pa me tu niso videli. Ampak što se še pa drugo, ne, če bi bil na inzulinu, tako kot je veliko jih, potem zbolevajo še za drugimi bolezni in
mislijo, da je razlog sladkor v krvi, kar sploh ni res, ne, razlog je zopet v tem isti, za vse ostale bolezni tudi, od osteoporoze do česa še nismo kakšne take karakteristične, no tudi tale, kaj je že, Ščitnica, recimo, tudi ščitnica, zelo. ja, pa kaj je že oni, ko ne morejo, no, hoditi, se težko gibajo, ne Parkinsonova, je tudi zadnjič en klical, pa je zdaj dobil, me prav zanima, če se bo kaj javil. Imajo novo metodo pri Parkinsonovi bolezni, da v možganih neki čip vgradijo, ali kaj že, da to tako, da ko pri srčnih bolnikih pumpa, ne, ona za utrip pacemaker. Tako da, tako pravim, če ti nič ne pomaga, pomisli na svoje in to drži kot pribito in se vse moje hipoteze iz knjige se potrjujejo vsak dan v praksi, ne. No in še zdaj recimo eno zelo pogosto vprašanje, sem se spomnila, tudi jih je zelo dosti poklicalo, vprašalo, kar nekajkrat je bilo zastavljeno. Sicer meni malce nesmiselno vprašanje, ampak dobro, vsakdo lahko vpraša, kako dolgo oziroma se naj uporablja ta sol. To je bilo zelo pogosto vprašanje. Čeprav jaz mislim, da tekom tega, kaj sva midva tukajle povedala, bi že vsakdo moral razbrati, da ko se začne enkrat uporabljati zdrava sol, seveda uporabljajte jo do konca, celo življenje. Tu ni dejansko nič kaj drugega za premišljati. No, ampak jaz to nobenemu ne pravim, da mora, da ne, to tako To ne, ampak to vsakdo more po sebi dejansko ugotoviti. Seveda, danes me je ravno en gospod klical, ki je tudi tak družinski paket vzel, sta ženo, ali kako že, zdaj je ženca, seveda sploh ne pomisli, da bi kakšne eksperimente začel delati, ker to je v rizik se podati brez veze okrog zdravja, ne. Jaz imam zdaj prav navado, da stekleničko v torbico, k meni domov, kamorkoli grem, v glavnem ta steklenička zraven v torbici. Ja, zdaj v teh je zdaj tudi vseh pravim, je preveč not merilna, da lahko tudi v žep si jo daš, pa pol, ali pa pokloniš komu, ne, ali pa pridejo vnuki in daš tako malo. Pa tudi malo za probati. Je, to je najboljše, seveda, pač vsi pa ne, začnejo, pol pa, ampak nekaj je tudi bilo prej še, ne, je bila malo groba, bolj so eni, prej so kot skale noter, to verjamem, da je mnoge zabremzalo v začetku, kjer niso knjige prebrali prej, pa da vidijo, v čem je štos. Tako da tisti začetni paket, ko so bili prej samo oni no vse na internetu so že zdaj, da dobiš samo recepte pa to za 25, na internet si naj pogledajo. Ja, ker že v osnovi smo tudi navajeni, morske soli, sicer res grobo mlete, ampak ne tako zelo. Cel svet je navajen na prah, ne, ker so vse mlete, zaradi tega, da se čisto nič ne vidi. Ampak da še zdaj razložimo, zakaj je v bistvu tako, zakaj ste vi imeli take velike kristale, ker dejansko se... Ne, naravna, popolnoma, zdaj tako, ko je v tistem testu, se niso bili take, ne vem, ne tako, da bi kamejo lomil, to ni, ne, morske niso take. Ampak zdaj je tako selekcionirano, da je že, zdaj mogoče nekateri po laborjih, pa to mi že javljajo, da so že spraznili, ono že prihajajo nove dobave ali pa drugod, no, da je tako, bolj se pač bolj enostavno. Verjamem pa res, da smo res bili bolj navajeni na tisto bolj fino mleto sol. Ja, pa saj so vsi, cel svet je tako navajen, ne, saj kaj pa je. Zato pa vi tudi priložite zraven ta lesen možnarček. Tudi, da če že hoče, sicer zdaj, ja, bom to lahko še bolj nadobno, pa nima nobenega smisla, ampak pravim, zdaj razvil sem pa jaz ta možnost tudi zaradi tega, ampak bolj zato, da ko začne, da se kontrolira, koliko uporabiš, ne, da je tako, pa tako malo, da te spomni. Ne soli prej. Pa tudi v bistvu lepo izgleda, lahko kje v kuhinji, na pultu. Seveda, sigurno, to je lahko kras, ne. Se lahko postavi. Lahko da tako narediš in noter samo nasuješ vse sorte, no. Tako da gledalci, gledalke, v kolikor seveda še vedno si niste priskrbeli svojega paketa zdrave soli, da ne boste še kar naprej hodili k kakemu sosedu prositi, naj vam malce posodi, danes imate možnost, samo za vas v oddaji Hrana in sol smo pripravili dva paketa, paket C in paket D. V paketu C dobite knjigo gospoda Staneta, ki vam je seveda za začetek, v kolikor še niste uporabljali zdrave soli, toplo priporočam, da si jo preberete od prve do zadnje strani in si jo seveda tudi skrbno shranite. Potem dobite zraven knjižico receptov, brizgalko, lesen možnarček, tudi test za zgago in pa, kar je najpomembnejše, 9 stekleničk zdrave soli. Cena tega paketa 50 €.
Vkolikor pa že uporabljate zdravo sol, bi želeli samo donaročilo za vašo družino. Imate tukaj le sedaj 18 stekleničk zdrave soli in cena spet samo 50 €. 08087885 je številka brezplačnega odzivnika, na katerega pokličete, nam zaupate vaše podatke, ime, priimek, naslov in seveda najpomembnejše, za kateri paket ste se odločili, in mi vam bomo seveda v najkrajšem možnem času poslali paket k vam na dom. Gospod Stane še vedno čaka vaša vprašanja. Z veseljem vam bo odgovoril, karkoli vas bo zanimalo v zvezi z zdravo soljo. Pokličete pa na 090 500 600. Plača se samo klic, ne minuta, 1,49 €, v zameno si pa seveda prislužite eno stekleničko zdrave soli popolnoma brezplačno. Gospod Stane, nekaj časa še nam je ostalo, da zastaviva še kako vprašanje v zvezi z zdravo soljo. Postavil kak par vprašanja o neplodnosti, tega je tudi, ne, vsak dan več. To smo se nekaj malce dotaknila že enkrat te teme, je pa zelo zanimiva, mogoče celo tudi za kako oddajo. Kakšne muke imajo, jaz se naslednjič bomo že tematsko šla, ampak danes smo rekli, na te vprašanja, ki so najpogostejše se pojavljala, bomo potem tole mimogrede samo omenjala v naslednjih, ampak ja, neplodnost. To je neverjetno v porastu. Prvič, ena stvar je, da punce nočejo zanositi takrat, ko je najlepši cajt, ne. Čakajo vse tam pred 30, skoraj že več tak ni. Jaz nisem čakala, jaz sem vedno pravila, da bom mlada mama. Kako? A mlada? Pravim, jaz nisem čakala, jaz sem vedno rekla, da bom mlada mama. Ja, tak je pač že malenkost starejše, že lahko ta generacija od tistih mojih pa prej, ne, ko je bilo res takoj na prvo žogo, ko je bilo, ne. Ampak čakati, to je en razlog, ne, potem kontracepcijske tablete, ta čas pač jemljejo, jasno, in to je spet razlagam noter v knjigi tudi okrog tega. Potem pa zopet hrana. Zdaj do 30. leta, do 35. se že lahko res tako pokvariš organizem z jedilno soljo, pa to, kar pravim, nepravilno, pa ona naprej pripravljena hrana, da potem tudi to ne funkcionira, ampak najbolj enostaven test pri moškem je recimo izmeriti pH sperme, ne, ta mora biti alkalen. In to je čisto enostaven test s pH liskom. Če ni alkalen, tiste semenčice ne morejo, nimajo energije, ne morejo plavati, nič pol jih pa štejejo, pa jih ni, ne. Ampak takih je že mnogo, ko sta začela tak par, ne, prebrala mojo knjigo, pa ali je ena tašča enkrat tudi takih vzela, pa začela kuhati, že imata, ne vem koliko, enega vem, da sta dobila, takrat so se javili, zdaj ne vem, kak je, ampak ja, to je tako banalno, pa beli tok pri ženskah, pa pri moških pH, ne. In potem dejansko se verjetno začnejo pari tudi malce, ker so problemi, se malce s tem obremenjujejo, spet nastopi stres, tukaj smo prej govorila, in smo spet v začaranem krogu in dejansko ne pridemo ven iz tega. Razlog je pa lahko, jaz ne pravim, da v vsakem primeru to, ampak tako banalen, tako podtaknjen tudi, no dobro, zdaj jodna profilaksa, bom trdil skozi, da je to motor bolezni, zbolevanja, ampak dobro. Zdaj, kdor mojo knjigo prebere, bo vse videl, v čem je, kaj se lahko tega izogne, ne. V glavnem dejansko to je tako preprost način, da lahko odpravimo en problem. In jaz bi ga vsekakor prej to preizkusila, kot pa vse tiste zdravniške teste, ki dejansko niso prijetni. Kaj so že ti neplodni pari, ne, to, kar smo že zadnjič razlagali, na to dieto iti pa kat, ne, to tudi. Tam pa pospešeno se odzune tudi namakati, pa soliti, pa špricati, ja, tako morsko okolje, ne. Ali pa iti na morje. V tem tudi Pa tudi omenima, gledati, kaj jemo tam in tam zanositi, ne. Samo tudi to lahko vidim omenima 2 zdaj meseca. te pakete ste kar količinsko sestavili, Ja, tako da če tako da bodo je. kako stekleničko riskirali, pa jo vsuli v Ja, bano, no, saj. tam uživali, se namakali malce, tudi ne bo nič Je narobe. pa se Je kao pa vsul, fajn. 5 € bo vsul, no, pa vede, kak je to nič proti. Ne smete, gospod Stane, vse Ne, skozi ne. denar gledati, Ne, skozi jaz ne zdravje gledam. glejte. Ne, saj jaz ne gledam denar, jaz si samo razlagam ljudem, ko mislijo, da lahko na soli kaj prišparajo, na tej ali kjerikoli drugi, saj to niso neke razlike, to ja, včasih ja, je bila gram soli, gram zlata, ne. To je To bilo pravim. v času Martina Krpana. Pa saj tudi danes niso naravne soli čisto običajne, poceni, vse, dobro, po Sloveniji, ko jih ni bilo prej, ne, ker niso smele biti, ampak jaz, ko sem skozi
potoval po Franciji, Italiji, pa rekel, tam naravna sol ni bila po 1 evro, nikoli kilo, ma kaki. Take tu, no. Ker pravim, ni to, što si seveda od začetka, ki je bila pa samo redkost, tam pa ja, sol je bilo prvo blago, prvo zdravilo, prvi denar tudi, ne, včasih so z denarjem vojščake plačevali. To je bil prvi denar. Prvo zdravilo pravim zato, ker če bi takrat, ko se je začel človek kuhano hrano uživati, ne odkril našo soli, a mu je Bog podaril, to se ne spuščam, bi umrl, ne preživel, tako da je to bilo tisto prvo zdravilo, potem prvo blago, zakaj? Tako so tudi prve države nastajale, prvo blago, ker je lahko eno dozo, recimo take, za celo kravo zamenjal, ne. A pa kaj že med lovci, pa med solinarji, tudi jaz trdim, prvo podjetje pa prva država so bile neke soline nekje. Če greste v Ston, dol v Dubrovnik, tam je že točno tako obzidje, zadaj se vidi, kako so to čuvali. Tam je to se mi je najbolj dopadlo, no, in tako kot plastična primerjava, kako pomembna je bila sol, ne, so jo stražili z vojščaki, bombaščaki, da je ne bi oni pokradli, ne. Ampak to ni tako staro, kako je čisto na začetku v zgodovini bilo pred 100 000 leti, recimo takrat, ko se je začelo. Glavno nekaj malo časa še nam je ostalo, da se zdaj malce sem vas prekinila, ampak da se vrnemo nazaj na eno temo, na eno vprašanje. Imam še eno zelo zanimivo vprašanje zastavljeno. Vemo dejansko, da zelo dosti zadnje čase obolevamo, nasploh otroci. Tudi zelo hitro dobimo recept, na katerem piše antibiotik, da ne bom omenjala kateri. In seveda vse to skupaj je povezano s težavami z želodcem, s črevesno floro in pa tudi z odpornostjo. Zelo hitro pade odpornost nasploh pri otrocih. Tu me zdaj zanima v bistvu, kakva bi naj bila uporaba oziroma kako bi vplivala ta zdrava sol tudi v tej kombinaciji antibiotiki, črevesna flora, želodec. Kakva povezava bi se dala tu narediti, gospod Stane? Ja, zdravniki že danes mnogi trdijo antibiotike stran, ne. Razen res najhujšem primeru. Samo ena primerjava, da mogoče samo povem, recimo Avstrija nekje približno na otroka napiše enkrat na 2 leti antibiotike. Pri nas, že samo če pri svoji ta mali pogledam, 6-krat na leto je minimum. Saj to vem, tako je pa kaj se zgodi? Antibiotik pokuri vse dobre bakterije, tudi tiste, ki so potrebne, ne, in potem se ne boš... Telo postane odporno tudi s časoma na antibiotike? Tudi to, pa nič ne špila, ampak nekaj drugo je. Ko sem jaz nudim angine, pa si nose 2-krat na leto, pa takrat, ko sem jaz začel, niti se zavedal nisem tistega, po 3 mesecih se je naenkrat vse skupaj vnelo, od nosa do ušes, nisem mislil, da sem kako vnetje, se ne spomnim, ušes imel tudi, ampak očitno je bilo neko kronično in se ti začne vsa kronična vnetja čistiti, ker te bakterije po antibiotikih se samo zabubijo, ne. Naredijo take cisti, pač take pulpe in ko je spet, so pogoji, se pa začne spet razmnoževati in to je to, ampak v resnici človeku pomagajo, ne, ker jejo tisto, kar je v krvi preveč. Zato človek zboli, malo cukra preveč, ne. Ampak to nastane spet zaradi pomanjkanja tega, neravnotežja. No, ampak ker vemo, gospod Stane, da zdravniki manj antibiotikov ne bodo predpisovali. Ja, pa jih že slišim, da... Pravim, to bo trajal čas. Ja, ampak zakaj? Že kot najraz zmanjkuje, ne. Ampak mene zdaj zanima, tako kot vsako mamico, recimo, če dodajamo k hrani normalno, to zdravo sol, na ta način, če se izboljša, potem kljub temu, da dobi otrok antibiotike, se da črevesna flora urediti. Ja, takrat vsaj v resnici prime, pa če je zadostna količina, pa tega bojo pa tudi bakterije pobegnile, ker ne marajo. Očitno ne, no. Od mene so šle... Čisto po domače, na vašo culico pa gremo. Ja, gremo drugam. Ja, hrano iskati drugam, ne, sej. Seveda. Ja, očitno je to tako čisto, ne slane hrane, mislim, slane hrane ne marajo, ne, tako čisto po domače. Ja, seveda, od mene so pobegnile takrat 13 let in stvarno nič jaz spet nič, ne rabim, no, ker... In zdaj v bistvu vi teh 13 let nimate nekih izrazitih težav ali celo lahko rečete, da sploh niste bili bolani? Ne, nisem zdravnika videl 13 let že, pa vse tudi jaz prej glih pogosto nisem hodil, ker sem tako vedel, kaj bo naredil. Antibiotik mi je dal, jaz nikaj sam kupoval, ne, po Italiji, ko niso bili na recept. Tam še gre, ja, pri nas. Hvala Bogu ne, no. Ja, no, ja, sej. In, ampak, ja, pa že v mladosti so že tudi, ne vem, katero leta se je začelo antibiotike, ampak tam enega
60. kdaj. Da se tudi potem, ampak manj pogosto kot pa danes, ne. Danes je pa to neverjetno. Ja, ne neverjetno. Včasih ni bilo na prostem trgu zdravniki pa farmacija, pa tako ni bilo tako na fraj, tako pa danes, ko se more vsak boriti za prodajo svojega produkta ali pa usluge ali kaj. Takrat je bilo malo drugače, takrat je bil najbolj cenjen tisti doktor, ko ni pacientov nič imel, ne. Ja, saj, da mu je take nasvete dal. Da je bil dejansko najboljši, da je Ja, zato jaz tudi priporočam vsem zdravnikom, vsem zdravilcem. Priporočite to biodieto iz enega samega razloga, takrat bo tudi vaše zdravilo pomagalo, ker če gre za to pomanjkanje elektrolitov, čisto nobeni antibiotiki, nič ne pomaga v tem smislu, da jih ne bi bilo več potrebno, ne. Ker tako pravim, bakterije se samo zabubi, pa spet čaka na priložnost, pa spet. Tako da ja, in zdravilcem in zdravnikom, mogoče se čudno sliši, ampak zakaj pa ne bi to delo, saj pacient ne bo vedel, zakaj, bo mislil, 100% sem ozdravilu ozdravel. Pa saj prav, ne, tako misli, tako je tako prav, ampak ne bo ozdravel, če tega ne bo. Točno tako. Ja. V glavnem, spet zelo prehitro se je najin čas, lahko rečem, iztekel. Jaz verjamem, dragi gledalci, da sva vas z gospodom Stanetom prepričala, da sva resnično odgovorila vsaj na nekaj vprašanj, ki predvidevam, da so vas zanimala. Še vedno imate možnost naročiti ali paket C ali paket D. Samo pokličete na brezplačni odzivnik 080 8785. Tam pustite vaše podatke, ime, priimek, naslov, seveda tudi kateri paket ste izbrali in v najkrajšem času vam pošljemo paket k vam na dom. Cena enotna za oba paketa 50 €, razlikujeta se edino v vsebini. Prvi paket vsebuje 9 stekleničk zdrave soli po 240 gramov, potem dobite zraven knjigo gospoda Staneta, knjižico z recepti, prav tako brizgalko, lesen možnarček in pa test za zgago. Naslednji paket, paket D, pa vsebuje 18 stekleničk zdrave soli, seveda primeren za vse tiste, ki doma že uporabljate zdravo sol, ali pa tudi za tiste, ki boste začeli, pač količinsko ga je malce več. Za klice v studio je žal zmanjkalo časa, naslednji teden lahko gospoda Staneta spet vprašate, karkoli vas zanima. Midva se pa za danes s hrano in soljo od vas seveda poslavljama. Vam, gospod Stane, se zahvaljujem. Bi še mogoče vi želeli kak stavek dodati? Ja, drugače pa to na odzivnik pa lahko kliče kadarkoli, kar tudi kličejo, no pa jaz pa o tem in vi potem nazaj odgovorite. Tako da to ni, da je glih na to 1 uro to omejeno, ne. Dostopnost ali na internet pogledajo, mene pokličejo, tam dobijo pol še mobilne številke pa tako naprej. Tako da vi potem tam dalje svetujete. Ni to problem, ja. Tako da, dragi gledalci, gledalke, seveda kaj vam naj zaželim, lep, prijeten pomladni večer, izkoristimo do konca te temperature, ki jih imamo. Seveda, če vam nič ne pomaga, pomislite na sol, spomnite se na nas z gospodom Stanetom in lahko noč.